our right to life, liberty, and the pursuit of happiness. Hello, taki Španka, sploh vas nisem opazila. Danes bom prebirala stvari, ki sem si jih zapisala ko 1 leto ali pa 2 let nazaj. Malo prečekiraš mobitel, če boš kaj izbrisil, da boš imel več prostora pol gor. In sem začela to brati. Gremo po vrsti. 17. junij 2017 ob 20 uri in 41 minut sem napisala Udar ljubezni. To mislim, da je en dober film, ki ga še nisem pogledala, pa ga moram pogledati. 3. avgust 2017 ob 18 uri in 59 minut. Reaper Parizen. Sem se odločala o tem, kater program za glasbo bi uporabljala, ker pač me ful zanima glasbena produkcija in se učim o tem. 2. september 2017 ob 15 in 15 minut. Ne rabim kričat, ne. Ne rabim se bat, ne. Ne rabim igrat, ne. Ne rabim s tabo spat, ne. Nočem, ne bom, ne dam, ker te ne poznam. Včasih si zapišem kakšne rime ali pa kakšne nedokončane pesmice v beležko, ki jih pol hočem še dokončati. 27. september 2017 ob 20:32. Don't be alone, reach out to me, just take your breath and try to be free. You go through a lot, but never lose hope. I give you everything cause I'm your God. You're everything and everything is you. I'm glad you see all that you've got. 5. november 2017 ob 13 uri in 35 minut. Spet ena pesmica. Dragi, spoštovani, cenjeni profesori, jaz bom kar po domač. Jaz ne morem biti tih, lepo, da smo se tukaj zbrali, pa hvala drugač. Slišim cvetni prah, z roko božam gozdni mah, so se smejali mojemu umetniškemu duhu, ker matematiko računam po posluhu. Krivdo na druge obešate, se tako tudi do svojih otrok obnašate? Odnos v smislu, jaz imam pa talent, ti ga pa nimaš, pa lahko s svojim ponosom tla ribaš. Kdo ti je kaj naredil, Petraj ven iz univerze, ven na zrak, na sonce pisati verze? Kaj je tako težko? Si imaš noge, imaš roke, imaš pamet in telo, drugje ti bo lepo. Vstan s ploščate riti in muvi se naprej. Ne, to ni prav, da zaposlujejo take ljudi. In ne glej pod pokrov, smrdi, ko se kdo usrov. Še ena pesmica. 5. november 2017 ob 21 uri in 1 minuti. Ne mi prodajat bučke, pel me raj na 3 lučke. If I'd say his kiss was perfect, I would lie, but maybe, just maybe, it's worth a try. Don't fake it, I will make it. Love is magic and magic is me. For all the answers, I got the key. Mama once told me I'm special like her, that I can break curses, but first I must learn. If I could make potions, I'd make one for him. 1 drop of rainbow, 1 rose down to trim. 1 chance, 1 decision, and there should be a sparkly collision. The future is weak that we seek. 12. december 2017 ob 22 uri in 56 minut. Za 500 ml pudinga rabiš 500 ml mleka, 2 rumenjaka, 3 žlice sladkorja, 40 g koruznega škroba, 2 žlički vaniljeve arome. Priprava. V skodelici zmešaš rumenjaka, sladkor, koruzni škrob, vaniljevo aromo in 2 žlici mleka. Ostalo mleko segrejemo in tik pred vretjem odstranimo ter umešamo vaniljevo zmes. Kozico damo nazaj na ogenj in kuhamo na zmernem ognju še 3 minute, da se zgosti. 4. januar 2018 ob 5:30. Neiskrenost je enako strahopetnost. Naprej. 5. januar 2018 ob 20:16 minut. Vi pa še pridete na vrsto. Nekdo vas bo izpljunil, nekdo vas bo izrabil, nekdo vas bo prizadel, nekdo vas bo pozabil. 30. januar 2018 ob 11:52 minut. Vse enkrat mine. Čas celi rane. Sedanjost je tukaj, da si jo polepšaš. Delaj stvari,
Delaj stvari korak za korakom, ostalo bo prišlo samo od sebe. Ona ima tipa, ki je glasbenik, ti si želiš enako, ampak pozabljaš, da vse to že imaš. Ti si že sama po sebi glasbenica, izhajaš iz glasbene družine, ona tega nima. Imaš talent, pogum, opremo, neki znanja, na katerem gradiš, in prijatelje, ki so glasbeniki. Imaš moč, da navdihuješ druge ljudi. Marsikdo si ne upa ali pa nima domišljije. Tudi zate bo prišel čas, ko boš lahko pokazala, iz kakšnega testa si. Bivši so z razlogom bivši, tako kot prijatelji in tako kot ljubimci. Pa kaj, če si tečna, noben ni perfekt, ne rabiš biti vsem všeč. Kaj si mislijo drugi? Nimaš kaj izgubiti, vsi bomo enkrat umrli, deli kar ti paše. Nič ni prav in nič ni narobe, sam je. Če kaj zaribaš, se opraviči in tega pač ne delaj v prihodnje. Na napakah se učimo. Če ti prizadaneš koga ali če kdo prizadane tebe, je na nas samih, da se odločimo, kako bomo to sprejeli. Nisi kriva za druge, drugi niso krivi za tebe. Ne moreš se odločati namesto drugih, drugi se ne morejo odločati namesto tebe. Če nekdo ne zna sprejeti stvari takšnih, kot so, to ni tvoj problem. Ti poveš stvari po resnici. Resnica boli, ampak laž boli še bolj, zato imam rajši resnico. Samsko življenje? Ni panike. Svoboda, plus mir, plus mala bajta na hribu, plus travnik, plus vrt, plus sadna drevesa, plus terasa, plus čaj ob sončnem vzhodu, plus rože, plus fontana, ki žubori, plus pes, čuvaj in mačka, plus glasbeni studio, plus v spalnici drog za ples, plus ogledala na steni, plus polno oblek, plus kreativno delo, plus dobra hrana, plus fešte na terasi, plus en kup dela okoli bajte, da ti nikoli ne bo dolg čas, plus izleti na romantične kraje. To mislim, da sem si zapisala, pač včasih moram samo sebe spomniti na lepe stvari. Včasih enostavno rabiš si kaj lepega povedati, pa ne vem, se malo pobožati ali pa ne vem, tako objeti samega sebe ali pa se nagraditi s kakšno čokolado. 26. februar 2018 ob 15:04. Ampak ne se preveč osredotočati na to, kaj vse morate popraviti na sebi, ker boste na ta način zgubili sebe, oziroma ne boste več vedeli, kaj je prav, kaj je narobe, kaj naj naredite. In bolj, ko se boste osredotočali na to, kaj je z vami narobe, bolj vam bo zakon privlačnosti nalagal stvari, ki jih boste mogli popravljati. In tako se boste vrteli v začaranem krogu. V tem primeru se jaz rajši osredotočim na tisto, kar že imam in sem za to hvaležna. Mogla sem zamenjati kamero, tako da upam, da je slika in zvok, da sta ok. 28. februar 2018 ob 1. zjutraj. In jaz preprosto vem, da se bojo moji komadi enega dne vrteli na radiju, ker ko zaprem oči, sem toliko sigurna vase, da občutim evforijo, veselje, ko v mislih vidim, kako se moji komadi vrtijo na radiju in kako to ljudje poslušajo. Temu se reče afirmacija in to deluje v praksi, ker sem si mnogo let toliko fejst želela ukvarjati z glasbo. Takoj, ko sem končala s faksom, so se mi začele uresničevati želje. Začela sem dobivati kose produkcijske opreme iz čistega mira. Hotela sem imeti MIDI kontroler, dobila sem pa še vse ostalo zraven. Namesto, da bi dobila samo MIDI kontroler, sem dobila še dodatni ekran, zvočno kartico, glasben program, mi končno dela tako kot treba, plačati moram samo še pop filter. In to sploh ni tako težko, kot vi mislite, da je. Afirmacije se lahko zgodijo v 1 uri, lahko se zgodijo v parih letih, odvisno. Samo 6 let dela, minimum, da lahko svetu pokažem svojo muziko. In še nadaljnjih par let, da se bom naučila to tržiti. Zelo preprosta matematika. 1. marec 2018 ob 2. zjutraj. Španka po domače pove resnico. Španko po domače boli kurac. Kaj si mislijo drugi? Keep calm in bodi kot španka. 3. marec 2018 ob 11:50.
Na faksu, ki sodi pod univerzo, imamo osnovnošolsko kemijo, osnovnošolsko fiziko, srednješolsko matematiko in srednješolsko angleščino z lepotnimi popravki. Učimo se par novih strokovnih besed in dobivamo domače naloge iz predmeta, ki sploh ne bi smel biti na našem faksu. Na fakultetah, ki po možnosti niso priznane ali je izobrazba skoraj nična, govorim za Slovenijo, se teh bedarij ne učijo, ampak študenti delajo dejansko tisto, za kar so se upisali na faks. O tem bom tudi govorila v enem videu, ki je že praktično posnet, ampak mislim, da ga bom mogla še enkrat posnet. Ampak ga ne smem objaviti, dokler ne naredim diplome oziroma dokler ne zagovarjam diplomske naloge, ker pač me je strah, da če bi povedala preveč, da pol ne bi naredila diplomske naloge. 27. marec 2018 ob 21:10. Pa ni važno, ali gre za žensko ali moškega, ali gre za sorodnika ali prijateljice. Isto je. 20. junij 2018 ob 9:26. Moram biti radovedna, recimo, kaj se bo zgodilo čez 1 leto potem. Razmisliti zvečer, kako sem preživela dan, kako sem pomagala sebi in drugim. Moram si zgraditi močno samopodobo, da mi strah oziroma čustva ne bojo preprečevala do izražanja čustev in talentov. Naredi tako, kot čutiš, ne tako, kot misliš. Samozavest dobiti tako, da pogledaš pretekla dejanja in v sedanjosti ravnaš drugače. 8. februar 2000. To sem danes že nekaj brala. Spomnim se, da sem opazila, da njegov pogled nikoli ni bil direkten, ko sva se družila. Veliko je mežiku, njegove oči so bile zmeri priprte, zmeri je gledal nekam drugam. Mal levo, mal desno, nikoli ni zadržal pogleda. Nikoli me ni zares pogledal v oči. Ni zadržal pogleda za več sekund, kot je to v navadi mojim prijateljem. Večina mojih prijateljev ima direkten pogled in široko odprte oči, ampak žal temu fenomenu nisem posvečala pozornosti in sem vzela za samoumevno. Mogoče ni dovolj samozavesten, da bi me pogledal v oči, mogoče laže, mogoče skriva kaj za bregom, mogoče je živčen, mogoče ga je strah, mogoče mu je dolgčas, mogoče ni zainteresiran, čeprav me je on klical ven, mogoče ga muči stres na šihtu, pa zadržuje vse, mogoče ga mučijo problemi z bivšo punco, mogoče v meni vidi hitro rešilno bilko, kljub temu, da se izdaja za mojega prijatelja. Mogla bi bolj spremljati njegovo telesno govorico, namesto da bi poslušala, kako on ni kreten in kako drugi kolegi letajo za puncami. V resnici je bilo pa glih obratno. Veste, tisti, ki imamo veliko empatije, vse začutimo na kilometre. Vprašanje je edino, koliko poslušamo svojo intuicijo. In jaz sem bila tam za njega. Rešilno bilko sem mu ponujala na dlani, ampak ko želi nekdo zmanipulirati empata, v bistvu vam predlagam, da tega ne probavate. Oziroma še bolje, če nočete, da bi vas pogruntala, se sploh ne družiti z mano, ker je praktično nemogoče skriti stvari pred empatijo, ker empati oziroma občutljivi ljudje že podzavestno začutimo manipulacijo na kilometre. Če se znamo postaviti v vlogo drugih, to pomeni, da se dejansko znamo postaviti v vlogo drugih. Zato se ni dobro zajebavati z nami, ker vemo, kako se vi počutite in kaj delate. Beremo vas kot odprto knjigo. Ne moreš me stalno naseravati, kako si to počel 4 leta s tvojo bivšo punco, ker jaz nisem tvoja bivša punca, jaz sem Španka. In mene ni strah biti videna, zato se ne bojim jasnovidcev, ker če si jasnoviden oziroma kakorkoli drugače občutljiv, to pomeni, da moraš biti blizu božanski energiji, da si lahko čist, odprt, intuitiven, ker butasti ljudje niso intuitivni, kvečjem uporabljajo logiko ali pa še tega ne. Če si butast, si tema že v štartu in da si lahko blizu svetlobi, moraš tudi sam postati svetloba oziroma biti dober človek. Ker če boš imel črne misli, ne boš mogel biti pozitivna oseba. Žal je vsaka negativna misel tema. Zato me ni strah priti blizu občutljivim ljudem, ker vem, da so svetloba, da so dobri po duši in tisti, ta napredni, so celo samozavestni. Tisti, ki se me pa bojijo oziroma do mene čutijo odpor, pa točno vem, da se me bojijo zaradi kombinacije temnih prepričanj, ki ne morejo priti blizu svetlobe, zato se takšni ljudje odmikajo stran od mene, ko vidijo, da me ne morejo nasrati. Tako kot olje in voda. Je pa res, da že cel life privlačim ljudi, ki niso na moji ravni, ker iščejo pomoč, so se mi stalno izpovedovali, pa koliko sem jaz fajn, ki mi lahko vse povejo, stvari, ki jih nobenemu drugmu ne povejo.
Samo zato, da bi se lahko preko mene očistili. Ok, je res, da privlačim tudi to, kar sama rabim, oziroma ljudje okoli mene so moje ogledalo, ampak pa sem se odločila, da me boli kurac in da jih nočem več poslušati in je čas, da nekdo prisluhne tudi meni. In pa sem bila prasica. Seveda lahko ponudim pomoč, če bom znala, kako pomagati, ampak naseravati me pa ne boste mogli na dolgi rok. In tudi jaz rabim svoj čas za regeneracijo, ker sem občutljiva, kot vam že samo ime pove. Včasih rabim več ur, včasih rabim več dni, več tednov, več let, da se spravim v red. Še rima se. Ne zahtevi od mene tistega, kar ti ne morem dati, ker ti enostavno ne bom dala, ker nisem to, kar hočeš in pol si jezen in razočaran. Jaz lahko podarim samo toliko, kot v danem momentu lahko podarim. Z vsemi ljudmi je tako. Egoisti lahko ponudijo zelo malo in ker se postavim za sebe, sem kar naenkrat prasica. Sorry, pust me na mir, trošiš mojo energijo, postajam živčna in utrujena, pejt stran, ker me izčrpavaš. S tabo se lahko družim mogoče enkrat na mesec, čeprav nimam nič proti tebi. Zanimiva misel. Recimo intuicija, ne? Ko sem jo omenila tle v tem zapisu noter, kako bi rekla, ko vsi rečejo, da treba poslušati sebe, da se boš boljš počutil, pa ne vem kaj, ampak noben pa v resnici ne ve, kako to narediti, pač poslušati sebe, ok, ne vem. Zakričiš nekam čez gore in potem se ta tvoj odmev odbija od gora nazaj in poslušaš samega sebe. Ne vem, z mikrofonom se posnemeš na računalnik in pol zapečeš na CD in si to predvajaš potem. In noben ne pove, kako poslušati samega sebe. Jaz sicer nisem prebrala nobene knjige, ampak kakor sem opazila pri sebi, če je to. Intuicija pri meni zgleda tako, ker sem pač čustven človek in pač ful globoko čutim čustva, čeprav mogoče se na površju ne vidi toliko. Vsi mi reče, ja, ti si tukaj nasmejana, ali pa ti si tukaj resna, ti si tukaj zamorjena, ampak v resnici pa nimate pojma, kaj se v meni sploh dogaja. Jaz to čutim preko čustev, se pravi, tipičen primer. Družim se z ljudmi, ne? Ful sem žalostna. Družim se z ljudmi, ampak jaz se počutim grozno osamljeno in sem, ne vem, tak butast feeling, A poznate ta občutek, ko si neki, ko se glupo počutiš v družbi ljudi, ko si z njimi in tako, ne upaš si nič reči, sram te je, žalosten si, počutiš se osamljeno in tak. Ko pa že rečeš nek vic, ne vem, poveš neki blekneš, ne, te pa folk začne čudno gledati, pa neki pa reče, ok, ti si res čuden ali neki, ne, kaj s tabo narobe, oziroma, ali pa že sam pogled, ne vem, te tako malo čudno pogledajo, ne, in pa si ti misliš, jo, zakaj sem to rekel, glup sem, kam je bilo, da sem to rekel, ne. To je pri meni intuicija. Ko si ti misliš, da si glup, ne, recimo, ali pa jaz, ko imaš feeling, da si ti butast, ali pa da si ti grd, ali pa neki, to nisi ti, to so oni. Oni bi se lahko v tem momentu ali nasmejali, ali vljudno rekli, ne vem, ok, vredi, ne, gremo dalje pit. Namesto tega pač, ne vem, te čudno pogledajo, ali pa, ne vem, poseben občutek je to, sploh ne vem, kako ga naj opišem. Ko se ti počutiš manj vrednega v neki družbi ljudi, to pomeni, da jih čutiš, ti čutiš njih, ne sebe. Ti nisi manj vreden, ali pa ti nisi osamljen, ali pa nisi žalosten, recimo, čeprav je to v tebi tako resnično, da misliš, da si žalosten. Ampak fora je v tem, da tisti ljudje, s katerimi si, sprožajo, ne vem, takšne kretnje imajo, oziroma te čudno pogledajo in potem zaradi tega, ker se oni slabo počutijo, se zdaj še ti slabo počutiš, ne? In to je poslušanje samega sebe. In čim se jaz začnem v neki družbi ljudi tako počutiti, grem stran, spizdim, ne rabim tega. Ali pa recimo intuicija. Moja mami je na primer tečna. En dan pride domov iz službe in je tečna. In se obnaša tako, itak da ni nasmejana, nekaj je zaderčna, pa me že kar začne zafrkavati nekaj, pol jaz njo začnem nekaj zafrkavati in pol tak, ping-pong, ne, ena drugo pol sping-pongiramo.
To je intuicija, pač ko čutiš, kak je unmu človeku težko, slab dan je bil v službi in potem še tebe zamori. Pač to nisi ti, to so oni. Pač moja mama je drugače super, ne? Ampak vsak ima kakšen slab dan, ne? Recimo neobčutljivega človeka pa to ne bo premaknilo, ama ništa. Se pa ne naveže, ne navleče teh negativnih občutkov od druge osebe, ne? Se že sam vidiš po kretnjah ali pa po načinu govorjenja, kakšen način govora ima tvoj sogovornik. Ali pa intuicija, ne vem. Družila sem se z enim fantom, tipičen primer, in sem imela feeling, kot da nisem dosti dobra, kot da, jaz tak nimam službe, nimam nič, kaj jaz delam sploh, zakaj sploh živim, jaz sem taka zguba, jaz sem zguba. Ne, v tem momentu, točno to je intuicija pri meni. Ko si jaz rečem, da sem zguba, je to moja intuicija. Pri meni osebno, ne vem, kakšna je vaša intuicija, ampak ko si jaz rečem, da sem glupa, da sem budala, da sem ništa vredno, to je moja intuicija. Zato, ker jaz ne razmišljam tako o sebi, takšne občutke ima tista oseba tam, oziroma tista družba, s katero sem. Oni so to, kako ne rečem, ali je tista oseba, s katero se družim, ne vem, nima veliko denarja, pa pol meni govori, da pač ima druge načrte za življenje in da pač ne more se družiti več z mano ali nekaj v tem stilu. In pol jaz dobim občutek, da jaz nisem dosti dobra za njega, v resnici pa on ni dober dosti za mene, zaradi tega, ker se ima za nekaj več, oziroma, kako ne rečem, tist, ko ima najmanj, vsaj pri nas, v naših koncih, v naših domačih koncih je tako, da tist, ko ima najmanj, se najbolj nosi. Jaz tega nikoli nekako, ne vem, niti nisem pomislila na to, da bi jaz to počela, pač. Vse te ljudje, ko se nosijo, marsikdaj sploh ne vejo, da se nosijo, to oni delajo podzavestno, zato da se boljš počutijo, ali kako ne rečem, ali pa recimo, ko imaš skupino 3 prijateljic, ne, ali pa recimo sodelavcev, ne, lahko so oni ful v redu, lahko so korektni sodelavci, nič narobe z njimi, ampak ko so skupaj, ne, ti tak začutiš, recimo, da ti tam ne spadaš v tisto družbo. Ko si misliš, kaj sem glupa, jaz ne spadam sem, jaz moram sebe popraviti, da bom spadala sem. Ne! To je moja intuicija. Jaz ne spadam sem, zato ker imam drugačen način razmišljanja. Zato ker, recimo, njim so pomembne ene stvari, ko so meni čisto totalno otročje, ali pa da se poserem na njih, ker so mi res brez veze, ali pa recimo, kako bi rekla, se ne smejijo mojim šalam, ali pa meni njihove šale niso smešne in potem te označijo, da si recimo zategnjen, zato ker se ne smejiš njihovim šalam. In pol ti misliš, pa sem res zategnjen, kako sem zategnjen. Ne, nisi zategnjen. Sam ne skopčate en drugega, zaradi tega, ker ljudje funkcioniramo na različnih frekvencah. Pa sploh ni treba, da so te ljudje slabi, ali pa da si ti slab človek. Sem pač ne greste skupaj. In to je moja intuicija, pri meni. In tako zgleda poslušanje same sebe. Se pravi, ko jaz dobim občutek, da ne spadam nekam, ali pa da imam občutek, jaz sem manj vredna, ali pa da imam občutek, da sem več vredna, ali pa da imam občutek, da sem nad nečem, ali pa ko imam občutek, kaj jaz vem, da s svojim življenjem nisem nič naredila in da sem totalna zguba in da sem glupa, ker se tako čudno obnašam, da se jaz čudno obnašam. Ne! Osebe, ki so tam, mene pač ne skopčajo, ker so ali, ne vem, glupe, ali imajo drugačen smisel za humor, ali so oni čudni mogoče, ni mus, da sem jaz čudna, mogoče so oni. Zaradi tega, kako sem jaz prišla do tega odkritja? Zaradi tega, ker sem si našla eno družbo, v kateri se vsi čudno obnašamo. Jaz se čudno obnašam, ampak oni se še bolj, pa se en drugmu smejimo, pa tako ne ukvarjamo se z nekimi
minimalističnimi stvarmi, kot so recimo, ne vem, eni se recimo moj foter, ne, on, pa ne samo moj foter, tudi marsikdo. Sej imate prav, ne, bonton, recimo. Nekaterim ljudem je se zapičijo v ja, danes me pa nisi pozdravil, ali pa nisi me odzdravil, ali pa ja, zdaj bom pa kar užaljen, veš, koliko je to grdo, to je neolikano, in pol te drkajo v glavo zaradi tega, ker ga nisi pozdravil dan zjutraj, naprimer, ne. Jaz pa ko pridem v mojo družbo, ali pa če gre kjer kolega mim, pa ga ne pozdravim, ko jebe, mislim, pozabiš v trenu sekunde. Noben se pri nas ne usaja, če sem jaz koga pozdravila dan zjutraj, ali pa če ga nisem, ali pa če kdo mene pozdravi, ali pa če me ni. Meni so take stvari toliko nepomembne v življenju. Vse je lepo, če te kdo pozdravi, ali pa kaj. Ampak jaz se enostavno, pa tudi te ljudje, s katerimi se jaz družim, se toliko ne sekiramo okoli takih minimalnih stvari, ker tako v lifeu to toliko ni pomembno, da je joj. In pač eni, ko nimajo drugega v lifeu za delati, se pač zapikujejo v take minimalne stvari. Pa ni mus, da gre sam za pozdravljanje pa odzdravljanje. Sej bonton je lep, ne rečem, ne, ampak noben ni perfekt. Tudi ne spremljam zmeri, kaj se dogaja okoli mene, ker včasih imaš polno glavo drugih stvari in razmišljaš o drugih stvareh. Pač, ali pa ne vem, zanj en kolega se spomnil, da sem jaz pred 2 leti nazaj, ali lani, ali kdaj, ko smo bili pri njem na kosilu, da sem našla 3 dlake noter pri njem, tako vsi hvalijo njegovo hrano, sam jaz sem našla 3 dlake noter in zdaj je bil tak cel big deal okoli tega, da sem jaz našla 3 fucking dlake noter. Mislim, štekaš. Meni so take stvari pač kar neki. Jaz se tega nisem spomnila itak, ampak če on pravi, da sem našla noter 3 dlake, da sem jaz to rekla, mu zaupam. Ok, mogoče je res, zato ker je tam okoli ful te domačih živali in pač jaz sem v svojem življenju pojedla že toliko dlak, da se mi bo rit zaštopala enega dne. To je to. Nedeljsko branje iz mojega mobitela. Upam, da vam je bilo všeč. Pa se še kje vidimo. Lajkite in subscribite, zato ker je obvezno. Čau!